112, kakšna je vaša nujna situacija? 112. Moj prijatelj je bil ustreljen, to je druga oseba v hiši, moj prijatelj je bil ustreljen. Ste rekli, da je bil vaš prijatelj ustreljen? Da se uležete. V redu je, gospa, ali je nekdo ustrelil vašega prijatelja v vaši hiši? Da. Da. Kdo ga je ustrelil? Kdo ga je ustrelil? Ne vem, kaj naj storim. Je 23 ura v stanovanjskem kompleksu v Maconu v Georgiji, kjer policija se odzove na prijavo streljanja. Dispečer, poklič Beka in povej nekaj kot 2080D tukaj. To niso druga vrata. Sheriff's office. Šerifov urad. Zavajanje. Centrala, preverite, ali lahko izsledite ta klic. Morda gre za klic za preusmeritev pozornosti. Poglej, če pridejo ven, ne. Ker nihče ne odgovori na vrata, se policisti odpravijo v pritličje, da bi poskušali najti odgovore. Trenutno sem na spiku s klicateljico, trenutno je ni tukaj. Potrkaj na eno od teh vrat in preveri, če so slišali strel. Ne vem, tukaj bi moralo biti polno ljudi, nekaj se je tukaj zgodilo. Haj. Tukaj stanuješ, katero stanovanje? Odvisno od mojega prijatelja. Mislim, da ne, mislim, da je mrtev. Počakaj, centrala. Moramo se posvetovati z njim. Moramo vzpostaviti stik z nekom. Oprosti, samo hoteli smo se prepričati, da nisi ti. Opravičujemo se, človek. Kaj pa zdaj? Policija kasneje identificira žensko, ki jo vidite tukaj, kot 27-letno Jado Johnson, njihovo klicateljico, ki je poklicala na številko 911 in kmalu osumljenko. Kako prideš skozi vrata? Zaklenila sem zadnja vrata, zaklenila sem jih, ampak sprednja vrata. Zaklenila sem jih, ko pa sem tekla in vzela svoja otroka, sem zaklenila sprednja vrata. Kje so tvoji otroci? Bili so v soseski. V redu, kdo je zgoraj? To je moja prijateljica. Je ustreljen? Ja, bil je ustreljen. Ne vem, če je živ. Jaz nisem dobila sporočila, ne vem. Prav počakaj, sam sem hodila za hišo. Sam si hodil za hišo. Ja, poskušala sem priti do naše učiteljice. Jada policiji pove, da je bila njena prijateljica ustreljena v njenem stanovanju strani neznanega moškega in policiste odpelje do zadnjega vhoda. Pokaži nam, kje lahko vstopimo. Moramo iti. Ja, pojdi, pokaži nam pot. Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Naslednji? Dobil udarec v glavo. Naslednjega udari. Ja, moj kaj. Se je zgodil, moraš še malo stati nazaj. Ali kri. Tole bi rad vzel. Hvala. Zaželi se. Šerifov urad. Nazaj. Hanging up life. V notranjosti policija najde 39-letnega Waymonda Denzija z očitno strelno rano v prsih, piše v sodnih dokumentih. Waymond je bil kmalu zatem na kraju razglašen za mrtvega. Nato pride še več okrepitve, ko se vse oči obrnejo k Jadi po odgovore. Hej, kdo si ti? Tukaj živiš? Kaj se je zgodilo? Počakaj, stopi nazaj.
Tukaj sta dva šerifa. Policisti zunaj. Zavariča, pojdi v avto. V redu. Pojdiva sem. Poj z mane sem. Prosim, pejdi z menu zdaj, šerif, prosim. Potrebujem nekaj. Zakaj moram biti privezana, če grem v zapor? Gospa. Sem pej z menu. Ne, nisi. Sem pej z menu. V glavo. Sem pej z menu, prav? Prosim. Deno, pojdiva sem. Takoj, ko pridejo z rešilcem, ti povem, prav? Hodi po tej poti, da ne boš padel. Imaš Boga na sebi. Mogoče to ni moja hiša. Rede. Ja, si razumel. Hodi s tem. Oni. Zdaj so odprli vrata. Moramo iti skozi zadnji vhod. Pridi, človek. Gospa, pejte z mano. Je zgoraj, odprli so vrata. Je v to smer. Prekleta moja napaka. Pridite sem. Usedite se notri, prav? Čakaj, laj zapreš vrata. Gospa, usedite se v. Boste zaprli vrata. Ne, tam zame, prav? Spustil vam bom okno, prav? Spustil vam bom okno na strani voznika. V redu, počakajte, sem takoj tam za. Jada je varno nameščena v patruljno vozilo in odpeljana na policijsko postajo, kjer se bomo k njej kasneje vrnili. Medtem policisti na kraju dogodka še naprej poskušajo ugotoviti, kaj se je tukaj zgodilo. Kaj pa to, da si bil udarjen v prsa? Ona ima primer. Ja! Imamo tule tujca. Morda bi bilo dobro, da obvestite preiskovalca in kriminalistični laboratorij. Kaj je, stari? Ona ima praske. Na glavi. Tudi. Ja, vem to. Ona mu ne bo povedala. Tu sem jaz. Hej, pazi na tiste tulce. Pazi. Moramo dobiti ohišje, ja? Ja, 184, ja, on nadaljuj. Dol. Naš zgodba, on je šel. Nekje njene zgodbe. Ja, sam počakaj, tam prav tam. Pusti me, da pokličem taksi. Tu bo nora noč. NATO kriminalist na postaji prebere Jadi njene Mirandine pravice, preden jo nadalje zasliši. Od začetka, povejte mi vse od začetka. Ja. Kot naprimer zakaj, kdaj, več podrobnosti bo. Spoznala Vajmonda, tvojega tistega, ki ga... Si se peljala z njim, ko si potovala z njim. Z njim sem res govorila samo, ko sem imela res. Dober odnos. Srečam. Sem šla, rekla si Lejne, rekla si Tim. Ja, mene sem najljubšega, ampak je bilo pozno. Žada pove kriminalistu, da je žrtev spoznala na spletnem portalu za zmenke, medtem ko je delala kot eskort dama. Ja, on me je kontaktiral prek te nove aplikacije in potem sva začela pogovor in potem je prišel k meni. Ampak, ko je prišel, nisem ravno veliko dala in sva samo govorila, samo sem govorila, samo. Ne vem, v njem sem se počutila sproščeno, nisem imela nobenega čudnega občutka ali neke čudne energije, kakoli takega. Tako
Tako da so samo govorile. In to? On je pravzaprav, ja, k meni je prišel še nekdo drug. In potem je, veš, ostal tam zunaj. In potem se je na koncu vrnil. Moral je iti na bencinsko črpalko, vrnil se je. To je bilo isti dan, ko si ga srečal. Ja. Od tam naprej, kot on je samo... Ne bom rekla, da je bil obseden ali kaj takega, ampak od tistega dne, od trenutka, ko me je spoznal, je rekel, da je vedel, da to ni isto, da sem drugačna od drugih deklet. Od tega trenutka naprej je postal kot moj varuh. Hotel je poskrbeti, da sem v redu. Če bi bilo kaj narobe, naj ga pokličem. Tudi če me je šele spoznal. In morda se sliši noro, mogoče ima prav, ne vem, ampak res je hotel poskrbeti, da sem v redu. Jada pojasni, kako sta se z Waymondom v mesecih pred streljanjem zelo zbližala, nato pa se poglobi v podrobnosti o drugi stranki, za katero pravi, da je sprožila domnevni maščevalni načrt, potem ko skrivnostni moški ni hotel plačati. Povej mi, kako veš, da si prosil za denar? Rekel si, da imaš načrt, kako priti do denarja. Ja, kot da je ves čas lagal o meni. Zato sem rekla, kaj pa, če se preprosto vrneš, ko bo tvoja situacija boljša? Kaj? Ni problema, verjetno se bo preprosto vrnil, če bo kakoli. Ker nekako že vem, da je to neumnost, ampak ga nočem vreči iz svoje hiše. Nisem hotla. Ja, pridi ven od tam. Ja, veš, trudim se, da bi bilo vse vljudno, da lahko ta moški gre in podobno. In potem, ne vem, on je to razumel, kot da sem šibka, ali nekaj takega. Tako da potem preprosto ni hotel oditi. Povedal ti je, da preprosto ne bo odšel. Rekel je, da ne bo odšel. Že je prišel sem. Kot, zakaj bi se moral vrniti? Saj sem že tukaj. Ne grem nikamor. Moral sem mu plačati za bencin, da sem lahko prišel sem. Bistvo je v tem. In ves čas venil. Pištolo je imel zunaj. Daj to narediti. Takrat je vzel pištolo in jo uperil vame. Kaj boš pa zdaj naredila? Prav. Udaril me je, nikamor ne grem. Ima kamero tukaj noter. Hodi naokoli in poskuša gledati stvari. Nažalost, razumeš me, udari me. In potem je končal. In on je pač tak, tukaj smo, zahteva je, da vzame denar iz aplikacije Cash App, dal mi je 2 Cash App. Ni se prikazalo, samo rekla sem, glej, v redu je, samo, veš, imaš moj Cash App. In vidiš, ker je imel, ko je sedel na postli, mi je rekel, naj mu pošljem to, še preden se je karkoli zgodilo, preden je sploh potegnil pištolo in podobno. Dal mi je majhno navodilo, morala sem kot da mu pošljem na njegov račun. In on, sam rekla sem, imaš moj Cash App. In sam poskušala sem dobiti svojega fanta. Ne skrbi zaradi tega, veš, ko to dobiš, imaš Cash App, sam pošlji mi. V redu, koliko je bilo, koliko ti je moral dati za to? 125. Eno 125 za v redu. Ampak on kaj ne bo, mislim, samo je, v bistvu ti ni plačal za to, kar so naredila. Prav. In vzel je. Je. Tudi to je vzel. Imel je denar, kaj? Imel je denar, ja. Hotel je vse zastojn. Je. V redu. Ja, od tam sem šla nazaj v svojo sobo. Moji otroci so bili v drugi sobi, šla sem nazaj v sobo in samo sedela sem tam in jokala, dokler nisem malo odnehala. Potem sem poklicala, takrat sem pisala svoji sestri in jo poklicala in sem ji povedala, kaj se dogaja in vse to in samo sedela sem tam za ognjem. Razložila sem jim vse, kar se je dogajalo, to je bilo to. Zabarikadirala sem svoja vrata. Ko sem odložila telefon, sem videla, da imam sporočilo na Peterju. In bilo je od njega in dejansko mi je poslal sporočilo z vprašanjem, ali sva v redu. Nikoli nisem odgovorila, poklicala sem sestro nazaj. Pa jaz Pravkar mi je poklical, pravkar mi je poslal sporočilo. In takrat sem šla zabarikadirati vrata. Prav ste slišali. Jada pravi, da je domnevni napadalec poslal sporočilo z besedami "Sva v redu" po incidentu. Sporočilo, za katerega pravi, da ga je kasneje pokazala Waymondu, preden naj bi se odločila za maščevanje. Takrat se je Wayne razjezil. v redu. Potem so začela prihajati njegova sporočila, kot na primer. Vse je bilo v redu, veš. Torej si mu pokazal, zakaj piše sporočila? Rekla sem, da me ves čas kliče, ves čas mi piše sporočila in podobno, kot da jaz ne. Mi pokaže. In potem, zakaj, kaj je Wanda rekla? Isto Wanda kot, ali pa kako ti, on misli, da ga vaš, zato mu bom pokazala, da ni tako. In kaj si rekla, ko si to rekla? Jaz. Kaj bi moral reči? Ne bom rekel, ne skrbi me več.
Poskusi reči, da te ne skrbi več, je konec. Ne, jaz sem to rekla. Včeraj, ko bi moral priti do 5, rekla sem Vejnu, da me to ne skrbi. Veš, konec koncev, če mu kaj narediš, le bo ostalo samo pri tem. Zraven bo prišlo še veliko več. Razumeš, on je že prej prišel peško, da ga je nekdo pripeljal. On je kot, kako bo. Izgledalo. Boli, razumeš, tisti del si ustrelil in cel je bila tam. Rekel je, da je takrat rekel prvo stvar. Rekel je, da bo tudi on šel tja in nanje nameril pištolo. Vzel jim bo vse, kar imajo. Oropali go. Ja, nameraval jih je oropati, nameraval jih je prisiliti, da si spustijo hlače do gležnjev. Imel je celoten načrt. Človek. Ti je rekel, naj sodeluješ pri tem? Ja. Rekel je, da ko naj bi se to zgodilo, je hotel, da jaz... Veš, naj bi imela pištolo uperjeno v tipa, medtem ko je bil v hiši. Zakaj si se s tem strinjal? Nisem se strinjala z ubijanjem nikogar. Nisem razmišljal, veš, zakaj si se s tem strinjal, samo da bi to uporabil. Torej te je to tako razjezilo, verjetno? Ne, torej v bistvu od vseh ljudi, s katerimi se družiš na Pingerju, te ni nihče nikoli ogoljufal. Veš, kaj mislim, brat? Meni se to ni zgodilo. Glej. Meni se to ni zgodilo, meni ni mar za denar. Torej, samo nisem naredil tega. Nisem naredila. Te je to tako prizadelo? Da, to me je zlomilo. Zaradi tega sem postala paranoična, izgubljala sem razum. To je bilo, ne zanima me denar. V redu, torej. Z domnevnim načrtom Ropa v mislih detektiv pregleduje sporočila, za katera Jada pravi, da jih je poslala domnevni tarči, da bi ga zvabila v svoje stanovanje, kjer bi ga čakal Waymond. Poskušam priti tja, saj veš. Koliko je ura? V redu, ob 7. Potem je rekel, še vedno mi nisi poslal tistega denarja na Cash App. V redu, lahko počakaš do okoli 9, da dam otroke spat in potem pridem. In? Je rekel, da lahko potem malo Netflix and chill. V redu, torej takrat si rekel, da si poklical Wayna in rekel, začel sem hoditi k Waynu in rekel... Poklical me. Poklical me. Torej potem je rekel, v redu, 20 minut in ob kateri uri je odprl vrata. Ob kateri uri je odprl vrata. Ob 11:26, ampak ni bilo tam. V redu, torej to je bilo ob 11:03 si mu pisal. Mislim, preveril si. Wayne je rekel, da kliče. Poklical me. In potem je rekel 20 minut. Rekel je... Pravkar sem poklical, ampak Wayne je bil tam vseeno prej. Ja, tem. V redu, ko je Wayne prišel tja, kaj so hoteli, da Wayne naredi, ko pride noter? Torej Wayne pride noter, vstopi. Kaj so potem hoteli? No, oprosti, kaj je Wayne naredil, ko je prišel noter? Ga je pretepel. Načva. Ta del, oprosti, samo ravno sem se zbudila, res. Pravkar sem šla spat, medtem ko sem spala. In Wayne je prišel noter. Odprla sem vrata, sam rekla sem, verjetno je skoraj tukaj. Nisem vedela, ker on verjetno veš. Razumeš, kaj mislim? Nisem ga, torej kliče, torej vidi stvari. Klical je in klical. In on, kot to je popolno, razumeš me? Kot prišel je ravno ob pravem času. Zdaj je šel po najboljši poti, kot sem rekla, slišala sem zvok ježka, on je izbral. In ko sem končno videla njegove roke, si je nataknil rokavice. Imel je črne rokavice. Kaj ti je rekel, da narediš? Rekel mi je, naj to naredim. Rekel je, ko odpreš vrata, imej pištolo pri sebi. In rekel mi je, naj imam pištolo že v roki. Kaj? Ker ko odprem vrata, je hotel, da ga takoj nameram, nekaj takega. Da ga nameriš. Ja, kot jaz pa sem rekla, ne, tega ne bom naredila. On pa, ja, ne, to pomeni, da ti, ne, se ne hecaš, misliš resno kot. V redu, torej ti je rekel, naj to narediš. Torej si dal pištolo tja, v redu, on ti je rekel. Ja, v redu. Torej si dal pištolo v žep ali za pas, v pas. Kaj se je potem zgodilo? Je potekal na vrata ali kaj se je zgodilo? On je trkal na vrata. Je, ampak jaz sem začela paničariti. Kaj je potem naredil? Postal je tukaj z otroki, mi smo bili tukaj spodaj in jaz sem poskušala narediti, kar naj bi naredila. Torej, se treseš? Ja. Ne vem, kaj naj naredim, ampak hudiča pa je odpreti vrata. Odpri vrata. In kaj je naredil? Stal je tam, prav tam.
kjer je hodnik do vrat proti sobi. V redu, Sova, prav tam. Mislim, da ni poskušal biti nasilen. Ampak jaz sem, kot potem odprem vrata, on te bo videl. Zunaj je močna svetloba. Veš, kot on te bo videl, kaj boš naredila. Samo boš začela streljati takoj, ko odprem vrata. Ker mi je prej rekel, vse, kar moraš narediti, je, da se samo skloniš. Samo skloni se. In jaz sem bila kot, zdaj bom pa jaz sestreljena v tem procesu. Torej, kaj se je zgodilo? Torej, on je nameraval ubiti, to je. Mislim, da ja. Vprašal bom, kaj vam je rekel, da bo naredil. Rekel mi je, da bo poskrbel, da bo plačal za to. Ni rekel, da ga bo ubil, ampak je rekel, da bo poskrbel, da bo plačal za to. Ni rekel, da te želi ubiti, ampak rekel je, da bo šel. V imenu Boga, kot nikoli več. Potem pa je tudi rekel, da ne bo mogel kar tako oditi od mene. Rekel je celo, da bo odšel, da se bo vrnil. V redu. Torej, plačaš, preklinjaš in stojiš proti svoji spalnici v otroški sobi, na tistem majhnem, temnem prostoru. Najprej smo bili v kuhinji. Torej, kaj ti je rekel, da mu prineseš? Ti je rekel, da ga nekam peleš ali samo rekel, v redu, ja, on je šel. Takrat je šel naprej, ker je bil za stenami in ga zdaj ni mogel videti. In rekel mi je, naj odprem vrata. Samo to si hotel, v redu, v redu. Torej, nisi hotel, da bi te ustrelili v tem procesu, ampak si hotel, da ustrelijo samo njega, ker si ga hotel spraviti v položaj, da ga ustrelijo. Nisem. Nisem ga mar, nikoli ga nisem. Ne, Broje, a želiš razložiti, kakšen je bil namen, kakšen je bil njegov namen, kakšen je bil tvoj, kakšen je bil namen, ki je bil dogovorjen? Nisem želela, da bi videl Waymonda in potegnil je pištolo name. Kdo je potegnil pištolo nate? Nisem hotela, da bi Tit potegnil pištolo name. Jada pojasni, kako naj bi Waymond domnevno skril v hodniku in načrtoval, da bo oropal moškega, ko bo prispel. Ampak to, kar pravi, da se je zgodilo potem, ni šlo ravno po načrtih. Na vratih? Na vratih, ja. Takoj se je umaknil nazaj, zato sem odprla vrata. Kaj je lepotec? Odklenila sem. Ko je prišel noter, sem rekla, veš, moji otroci spijo, zato ne bodi glasen. On je šel v kuhno. In on sploh ni poljubil, ne ravno. Prišel je sem, kot da mi je nekaj ukradel, ampak je bil tukaj, tik ob hodniku. In si mu povedal, da ima nalog za aretacijo. Poskušala sem mu reči, da ima nalog za aretacijo, potem pa se je vrnil nazaj. Zdaj je spet na hodniku, ampak vrata moje sobe so zaprta. Nisi jim rekel, naj to dobijo tako enostavno, reci, naj to dobijo tako enostavno, ne? Samo šel je, pravkar je šel v sobo. Prav. Torej, hočeš reči, da so šli naravnost domov? On hodi in vrata moje sobe so ga zaprta. On je telefoniral ali karkoli že je počel in svetloba iz telefona, ko je pogledal gor, se je obrnil in je samo začel hoditi nazaj. In rekel je, ona je bila kot, povedal mi je, da me bo imel, da ima... Kaj si naredil? Umaknila sem se, ker je v tistem trenutku vse pričakoval od mene. V redu, si bil za njim? On je, in stopim nazaj in grem proti kuhinji. In nenadoma, glej, tam je Ajden, prerivata se, mečeta drugega o stene in vse mogoče. Kako je Waymond že odpeljal stran? In kaj se je potem zgodilo? Tako da on, ne vem kako, začela sta se celo preriva z Ajdenom, ker je imel izlečeno pištolo. Ne vem. Ne vem, kako je bilo z Ajdenom, ne vem, mislim, da ga je tip mogoče napadel ali kaj tazga, ali pa je Waymond hotel njega pretepsti ali nekaj tazga, res ne vem. Vem samo, da ko je bil v kotu pri Kristjanovi ulici, sem videla Waymonda, kako ga je večkrat udaril. Udaril ga je. In zdaj, ko da? Bil je tam, njegov tip je govoril je, ker je Waymond govoril z njim kot ti. Ti je rekel, imam denar zate, imam denar. Prišel sem, da ti prinesem denar. Počakaj, tip je govoril. Tip je govoril in Waymond je rekel, ne, ni prinašal nobenega denarja. Rekel si, da pravijo, da so njeni otroci tukaj. Torej, on govori z njim. Oni se prepirajo sem ter tja, zakaj se sploh prepirajo, ampak zdaj so povsod po hiši. Luknje v stenah. Vse podirajo, povsod so. In mislim, da ko je Waymond začutil, da ga premaguje, mi je rekel, naj ga ustrelim. Kaj je naredil? Kako je to naredil? Rekel je, ustreli tisto, ustreli to. Si ga? Sem ga ustrelila. Povej mu, to, kar si potega na pištolo. Ja, ampak kako si to naredila? Naj pokažem roko. Imela sem jo. Kje so stali? Kje so bili, preprosto, ko ti je rekel, naj ustreliš tega tipa?
Tukaj, Waymond. Takoj pred oknom. Ja, točno pred oknom, tam, kjer je bil Waymond, tam so ga našli. Torej, ti si stal, ali pa ti si stal? Stala sem na tej točki. To je... Prej si imel pištolo že zunaj ali si jo moral še potegniti? Imela sem pištolo že v roki v trenutku, ko so se začeli pretepati. Ker sem bil... Nisem vedela, kaj se bo zgodilo. Nisem vedela, ali bo skušal izbiti pištolo iz Waymondove roke in potegniti svojo pištolo. Zato sem svojo pištolo že držala v roki. Da mi ne bi ustrelil. In kaj se je potem zgodilo? Oni se pretepajo. Pretepajo se in medtem, ko se pretepajo, mi pištola pade iz roke. In nabojnik pade ven. Tako mi Waymond reče, naj ustrelim njega. In jaz sem imela sem jo, ja, imela si pištolo tam. Morala sem ga ustreliti. Udaril me je, morala sem ga ustreliti. Na tej točki sem nameravala iti po svoje pljuče. In sem nameravala oditi. Ampak z višjem strel. Zato sem pustila ključe. Jada pravi, da se je njun načrt dobesedno obrnil proti njima, ko je Waymond med incidentom bil ustreljen, preden je poklicala policijo. NATO 27-letnico obvestijo, da preiskovalci ne menijo, da je v tej situaciji popolnoma nedolžna. Sleč to, pokaži mi. V redu. Ja, ne izgleda dobro. To je slabe sanje. Ne vem, kaj je s tabo. Samo želim vzeti dejstvo, da je bilo to, da je bilo to urejeno, kako je bilo urejeno in to je moj miselni proces. Zato. Dobro. Jutro. Slednik, kaj se dogaja? Ne, to ne more biti prav. Ne. Ne. Jada je bila obtožena umora med storitvijo drugega kaznivega dejanja in hujšega napada. Kot del dogovora so tožilci kasneje opustili obtožbo za umor, medtem ko je Jada priznala krivdo za hujši napad. Sodni zapisi kažejo, da je bila 27-letnica obsojena na 5 let zapora, nato pa še na 15 let pogojnega nadzora. Toda vprašanje ostaja, kdo je bil skrivnostni moški, ki naj bi pritisnil na sprožilec. Nazadnje ni bilo objavljenih nobenih informacij o morebitnih osumljencih. Kaj imaš zame? To bom naredila. To je vključeno. Uredno sem ureda, ja. Prav, zdaj bomo dali, ali imaš kaj v žepu? Izprazni svoj žep. Naročite se zdaj za lažji dostop.